V maju sva se za enotedenski dopust z avtom odpravila na potovanje po spodnjem delu Bavarske v Nemčiji. Obiskala sva gradove bavarskega kralja Ludvika II., si ogledala mesto München ter obiskala živalski vrt Hellerbrunn. Na poti nazaj sva se ustavila še v Avstriji in si ogledala vasico Hallstatt. Najino potovanje se je začelo na ponedeljkovo deževno jutro, ko sva se iz Ljubljane odpravila na vožnjo proti Nemčiji. Peljala sva se čez Avstrijo, mimo gradu Hohenwerfen ter mimo mesta Salzburg. Tam se nisva ustavila, saj sva Salzburg in grad Hohenwerfen že obiskala. Toplo vam priporočava ogled gradu, kot tudi obisk Salzburga. Vkolikor bi si želeli ogledati videa, dodajam povezavi pod opis. Najin prvi postanek je bilo Kimsko jezero, kjer sva se z ladjico odpeljala na otok Herreninsel in si ogledala prvo palačo kralja Ludvika II., palačo Herrenchiemsee. Palača je bila zgrajena po navdihu Versajske palače v Franciji. Ludvik II. Je občudoval kralja Ludvika XIV., tako imenovanega sončnega kralja, in celotno Bourbonsko monarhijo. Kljub temu, da je živel 200 leti kasneje, je sanjal, da bi živel v tistem času. Ludvik II. Je prav tako oboževal gledališče in glasbo. Njegov najljubši skladatelj, katerega je tudi finančno podpiral, je bil Richard Wagner. Ta je postal tudi njegov prijatelj in zaupnik. Palača Herrenchiemsee je bila tretja od gradov, ki jih je kralj Ludvik II. Začel graditi, vendar pa ni bila nikoli dokončana. Prvotno je želel Versajsko palačo postaviti v Linderhofu, vendar pa izgradnja take palače na tistem območju ni bila mogoča. Zato je bil Ludvik II. Primoran poiskati novo lokacijo, ki jo je našel na tem tako imenovanem Moškem otoku. Z nakupom otoka je v last dobil tudi avguštinski samostan, v katerem je prebival v času, ko je prišel nadzorovati izgradnjo gradu. Danes je v samostanu možno ogledati njegovo nekdanjo spalnico in kuhinjo. Palača Herrenchiemsee je bil najdražji projekt kralja Ludvika II. Zanjo je plačal več kot za oba druga gradova skupaj. Najdražja stvar v palači so bile ročno vezane tapiserije na stenah paradne spalnice, za katere je kralj odštel več kot za celoten otok. Kralj Ludvik II. Je tako imenovan bavarski Versaj zgradil čas francoskemu kralju Ludviku XIV. Zgledoval se je po Versajski palači v Franciji. Palača Herrenchiemsee je zgrajena v francoskem stilu rokoko. Ludvik II. Ni imel namena v celoti kopirati soban Versajske palače, enak je le osrednji del, ki zajema zrcalno dvorano, dvorano miru, vojno dvorano in paradno spalnico. V času življenja Ludvika II. Je bilo zgrajeno tudi levo krilo palače, ki pa so jo po njegovi smrti podrli, saj ni imelo nobene funkcije. Kralj Ludvik II. Je bil samotarsko in nočno bitje. Podnevi je spal, po noči pa se je v svoj svet sprehajal po palači in živel v svoji popolni veličini. Njegovo kosilo je bilo sredi noči. V jedilnici je imel dvižno mizo, ki se je spustila v spodnji prostor in se skupaj s hrano dvignila v jedilnico. To je omogočalo, da kralja med jedjo ni nihče motil. Kljub temu pa Ludvik II. Ni želel imeti občutka, da obeduje sam, zato so mu morali pripravljati jedi za več ljudi. Ludvik II. Si je včasih zamišljal, da obeduje s svojim priljubim francoskim kraljem Ludvikom XIV. Park palače je identična kopija osrednjega dela parka Versajske palače, ki zavzema dva velika bazena, Latonino fontano z dvema simetrično oblikovanima vrtoma in Apolonov vodnjak. Vendar pa Apolonov vodnjak in pristanišče za čolne, ki sta bila zasnovana na koncu parka, nista bila nikoli dokončana. V palači Herrenchiemsee si lahko poleg palače ogledate tudi muzej kralja Ludvika II. Muzej je posvečen njegovemu življenju, možno pa je videti tudi njegove portrete. To je edini kraj, kjer boste lahko videli njegov portret, saj je svoje portrete v gradovih prepovedal. Na stenah so lahko obešeni le portreti francoske gospode. V muzeju je razstavljena tudi prva spalnica iz gradu Linderhof in nekaj pohištva, ki so ga uspeli rešiti iz mjuniške rezidence, v kateri je bival kot mlad princ. Del mjuniške rezidence, v kateri je bival, je bila uničena v času druge svetovne vojne. V primeru, da boste želeli obiskati mjuniško rezidenco, tam ne boste videli niti slišali ničesar, kar bi pričalo o njegovem življenju. Po otoku Herreninsel je speljano veliko sprehajalnih poti. Vkolikor imate dovolj časa, priporočam vas sprehod po otoku. Po ogledu palače Herrenchiemsee sva se odpeljala do kraja Oberammergau, ki se nahaja v bližini najine naslednje destinacije,
palače Linderhof. Tam sva prenočila v prijetnem manjšem hotelu z odličnim zajtrkom. Naslednje jutro sva se po odličnem zajtrku odpeljala do palače Linderhof. Na tem mestu je včasih stala lovska koča, kamor je kralj Ludvik II. Hodil s svojim očetom. Ta kraj mu je bil tako ljub, ne zaradi lova, vendar zato, ker je oboževal naravo. Na tem mestu je najprej hotel zgraditi Versajsko palačo, vendar zaradi pomanjkanja prostora to ni bilo mogoče. Posledično se je zato odločil, da bo lovsko kočo povečal in porazkošil, in tako je nastala palača Linderhof. Notranjost palače je okrašena v baročnem stilu. Že takoj na vhodu pa nas pozdravi kip francoskega sončnega kralja, kralja Ludvika XIV. V palači lahko vidimo pava iz porcelana v naravni velikosti, saj je bila to Ludvikova najljubša žival. Tudi tu je imel Ludvik II. V jedilnici dvižno mizo in sobe, ki so bile posvečene francoskemu sončnemu kralju. Ludvik II. Je oboževal svoj Linderhof in je tu preživel večino svojega življenja. Ta palača je bila najmanjša od vseh 3 gradov, ki jih je zgradil, in edina, ki je bila dokončana. Park okoli gradu je oblikovan v angleškem stilu. Pred palačo je velik bazen s fontano, ki vodo šprica do 25 metrov visoko. Za njim so stopnice, ki v 2 etažah vodijo do Venarinega templja. Na tem mestu je Ludvik II. Kasneje želel zgraditi gledališče, vendar je bil načrt za izgradnjo le-te opuščen. Ludvik II. Je oboževal gledališče. Ogledal si je več kot 400 predstav, od tega je vsaj 200-krat najel gledališče le zase. Saj je želel v predstavi uživati in ni želel, da bi ga gledali drugi ljudje. Želel je tudi zgraditi gledališče v Münchnu, vendar je bil ta načrt zaradi münchenške birokracije opuščen. Prav tako mu je v tem nasprotoval tudi Richard Wagner, saj se je bal, da bi bil tak projekt predrag in bi s tem ogrozil svojo finančno podporo, ki jo je pridobival od kralja. Ludvik II. Se ni nikoli poročil. Nekaj časa je bil zaročen svojo sestrično vojvodinjo Sofijo, s katero ga je združevala ljubezen do Richarda Wagnerja. Vendar pa je zaroko Ludvik II. Razdrl in do konca življenja raje ostal sam v svojem sanjskem svetu. Iz njegovih dnevnikov je razvidno, da je imel Ludvik II. Istospolno usmerjene misli. Ker pa je bil vzgojen v katoliški veri, so se mu lastne misli zdele greh in se je še naprej trudil živeti po krščanskem nauku. Ludvik je bil v svoji mladosti privlačen mlad kralj, ki je zaradi svoje velike postave in elegance z valovitimi temnimi lasmi in modrimi očmi postal ljubljenec ženskega spola. Na prestol je moral stopiti že pri rosnih 18 letih, po nepričakovani smrti svojega očeta. Na prestol je stopil čisto nepripravljen, prekinil svoj študij in začel služiti državi. Sedaj pa se vrnimo v park Linderhof, saj vam bom več o Ludvikovem življenju povedala kasneje. Park Linderhof združuje vse stvari, ki jih je Ludvik II. Oboževal. Francijo v času sončnega kralja, ljubezen do orientalnega in romantične zgodbe srednjega veka. V parku se nahaja tudi umetna Venarina jama, ki so jo letos po večjih letih prenove ponovno odprli. Priporočava ogled jame, saj je to edinstveno doživetje. Jama je opremljena z zvočnimi in vizualnimi učinki, navdih za izgradnjo jame pa je Ludvik dobil iz Wagnerjeve opere Tannhausa in Modre jame iz otoka Capri. Ludvik II. Je bil ljubitelj orientalnega. Ko je obiskal svetovni sejem v Parizu, mu je tam v oči padel mavrski kiosk. Bil mu je tako všeč, da ga je kupil in ga dal postaviti v parku Linderhof. Notranjost mavrskega kioska žari v svojih orientalnih barvah in obarvanih steklih. Za piko na i pa na prestolu stoji orientalni pav iz bohemijanskega stekla, ki predstavlja kraljevo dostojanstvo. Na posestvu Linderhofa stoji tudi koča s prizorom iz Wagnerjeve opere Die Walküre. Koča je prvotno stala na vznožju gore Kreuzspitze, vendar je bila originalna koča uničena v požaru. V parku so kasneje postavili rekonstrukcijo prvotne koče. Na Linderhofskem posestvu stoji še ena zgradba v orientalnem stilu. To je Maroška hiša. Tudi to je Ludvik II. Vzrl na svetovnem sejmu v Parizu. Maroško hišo so v park prenesli šele kasneje in tam stoji šele od leta 1998. Na posestvu stoji tudi kapela Svete Ane, ki je tu stala še pred izgradnjo palače Linderhof. Ludvik II. Se je tudi večkrat odpravil na nočne vožnje s konji in sanmi. Njegove destinacije so bile navadno koče v gorah. Ena od njegovih najbolj znanih koč je koča na vrhu gore Šanšen blizu Garmisch-Partenkirchna. Notranjost te koče je v turškem stilu. Kralj Ludvik II. Jo je vedno obiskal na svoj rojstni dan 25. avgusta.
Tretji dan so obiskala grad Hohenschwangau in grad Neuschwanstein, ki se nahajata v kraju Švangau zraven jezera Albzi. Grad Hohenschwangau se je včasih imenoval Švajnštajn in je bil v lasti vitezov švangavskih. Med Napoleonovimi vojnami je bil močno poškodovan. Leta 1832 je grad Hohenschwangau v last dobil bodoči kralj Maksimilijan II., oče kralja Ludvika II. In ostanke gradu dal obnoviti v neogotskem slogu. Grad je takrat služil kot poletna rezidenca kraljeve družine, v katerem je Ludvik preživljal svoje otroštvo. Kasneje pa je v tem gradu živel s svojo materjo. Kot otrok je Ludvik izkusil ta gorski svet in romantične podobe gradu Hohenschwangau. Tu je bil začetek njegovih sanj in navdih za izgradnjo gradu Neuschwanstein. Ludwig Otto Friedrich Wilhelm je bil rojen 25. avgusta 1845 v palači Nymphenburg. Njegov oče je bil Maksimilijan II. Iz Bavarske in matera Marie Friedrich iz Prusije. Imel je tudi brata Ota, ki je bil rojen 3 leta kasneje. Njuna izobrazba je bila stroga in striktna. Njun oče je želel, da bi postala vestna, marljiva in delavna princa. Princa sta imela tudi različna karakterja. Ludvik je bil sramežljiv in vase zaprt, Oto pa je bil vesel, odprt in družaben. Ludvik se je pri 16 letih prvič ogledal Wagnerjevo opero Lohengrin, ki ga je čisto navdušila. Od takrat je postal ljubitelj Wagnerja, gledališča in romantičnih zgodb. V času Ludvikovega študija je njegov oče Maksimilijan II. Nepričakovano umrl in takrat je moral Ludvik pustiti študij in čisto nepripravljen prevzeti prestol. Prva stvar, ki jo je naredil kot nov poglavar, je bilo, da je dal poiskati Richarda Wagnerja, ki je bil reven in ga začel finančno podpirati, da bi ta še naprej ustvarjal čudovito glasbo. Vendar pa Ludvik II. Kot poglavar ni imel nobene prave moči odločanja, saj je vse odločitve sprejemal njegov kabinet in ministri. Bil je le lutka na vrvicah. Podpisovati je moral dokumente in se strinjati z odločitvami, ki so jih sprejeli ministri. Leta 1866 se je začela avstrijsko-pruska vojna in Bavarska se je v vojni pridružila svoji zaveznici Avstriji. Avstrija je vojno izgubila, kar je bil tudi velik udarec za Bavarsko in kralja Ludvika II. Bavarska je po izgubi vojne morala sodelovati v zavezništvu s Prusijo. Prusija je kmalu izvala vojno proti Franciji. Bavarska se je v vojni morala pridružiti Prusiji v napadu proti Ludvikovi preljubi Franciji. Prusija je v vojni zmagala. Ludvikov brat Oto je sodeloval v obeh vojnah. Njegove izkušnje iz bojišča v prusko-francoski vojni so ga travmatizirale in povzročile depresijo in nespečnost. Kmalu zatem ga je njegov zdravnik dr. Bernhard von Guden diagnosticiral za mentalno bolnega. Oto je živel v izolaciji pod nadzori zdravnikov. Ta isti zdravnik je kasneje tudi Ludvika II. Razglasil za mentalno bolnega, brez da bi ga sploh pregledal. Ludvik je iz gradu Hohenschwangau opazoval ostanke starega gradu Švangau, zraven soteske Pölat in si zamišljal, da bi tam zgradil svoj grad, ki bi bil še lepši kot grad Hohenschwangau. Potem, ko je Ludvik II. Videl, da je izgubil vso moč za vladanje, se je začel umikati v svoj sanjski svet. Sanjal je prizore iz oper, začel graditi grad Neuschwanstein, v katerem je želel ustvariti svoj sanjski svet. Sobe Neuschwanstein gradu so v celoti poslikane s prizori romantičnih dram srednjega veka. Prvi del gradu, ki je bil končan, je bila rdeča zgradba na vhodu, kjer so zgradili majhen apartma, v katerem je Ludvik nekaj časa prebival. Izgradnja gradu pa se je precej zavlekla, saj je bil teren težko dostopen. Ludvik je gradnjo nadzoroval tudi iz svoje sobe v gradu Hohenschwangau, kjer si je v sobi pred oknom postavil teleskop, s katera je imel popoln razgled na grad Neuschwanstein. Grad Neuschwanstein je bil opremljen z najnovejšo tehnologijo za tisti čas. Imel je tekočo vodo in ogrevanje v vseh nadstropjih, stranišča pa so imela sistem za samodejno splakovanje. Kralj je svoje služabnike lahko poklical z električnim zvoncem, oni pa so lahko točno videli, iz katere sobe prihaja klic. Grad je bil opremljen celo s telefoni, kuhinja pa je bila velika in moderna. Najlepša soba v gradu, po mojem mnenju, pa je prestolna dvorana. Dvorana je res fascinantna. Poslikana je s prizori svetnikov. S stropa visi velik lestenec v obliki krone, na desni strani pa je prestolni prostor, kjer bi moral stati prestol. Prestol v času Ludvikovega življenja ni bil nikoli dostavljen, zato so naročilo preprosto preklicali. Manjkajoči prestol simbolizira Ludvikovo usodo in to, da ni nikoli mogel živeti kot absolutni vladar.
Blizu gradu Neuschwanstein se nahaja tudi Marijin most, iz kjer je čudovit razgled na grad Neuschwanstein. Kralj Ludvik II. Je želel ostati enigma sebi in drugim. Svoje sanjske gradove je gradil le zase in ni želel, da bi jih videla javnost. Zaradi izgradnje gradov je zapadel v velike dolgove in s tem ogrozil svojo celotno monarhijo. Njegovi ministri so se bali, da bi krivda padla nanje, zato so na njegovo neracionalno zapravljanje denarja in odsotnost iz javnega življenja začeli gledati kot na znake mentalne bolezni. Na podlagi tega so se odločili, da kralj ni sposoben vladati. Dr. von Guden ga je diagnosticiral za mentalno bolnega, brez da bi opravil kakršenkoli test. 9. junija 1886 so ga razglasili za mentalno bolnega in ga odstavili s prestola. 12. junija so ga aretirali na njegovem gradu Neuschwanstein, kjer je preživljal svoje zadnje dni. Odpeljan je bil v grad Berg, kjer je bil naslednji dan, 13. junija, skupaj s svojim zdravnikom, dr. von Gudnom, najden mrtev v jezeru Starnberg. V plitvini jezera Starnberg danes stoji spominski križ na njegovo smrt. Kralj dokončanja gradu Neuschwanstein ni nikoli dočakal in je grad vedno doživljal le kot gradbišče. V načrtu je imel zgraditi še stolp s kapelo na sredi dvorišča, vendar pa se to ni nikoli zgodilo. Danes je na dvorišču z belimi tlakovci označeno, kjer naj bi stal stolp. Kljub temu, da kralj ni želel, da bi grad videla javnost, so grad Neuschwanstein le 7 tednov po njegovi smrti odprli za javnost. Tu se konča zgodba o kralju Ludviku II., vendar pa je to šele sredina najinega potovanja. Po ogledu gradov sva se odpeljala v München, kjer sva prenočila, ter si naslednji dan ogledala mesto München. Ogledala sva si stara mestna vrata, novo mestno hišo v neogotskem stilu, ki so jo zgradili, ker je bila stara premajhna in je ta leta 1874 postala novi sedež občine. V njej je mestna uprava z mestnim svetom, uradi županov in manjši del uprave. Na Marijinem trgu stoji tudi stara mestna hiša. Sprehodila sva se do Karlsplaca in do Neptunovega vodnjaka s pogledom na sodišče. V bližini je tudi vodnjak Wittelsbach. Največja znamenitost Münchna pa je münhenška rezidenca. Priporočajo ogled münhenške kraljeve rezidence, vendar bodite pripravljeni na to, da ogled z avtovodnikom traja 3 ure, zato tja ne pojdite lačni. Poleg kraljeve rezidence je tudi lep park. Med potjo sva videla tudi več cerkva, za konec pa sva se sprehodila skozi angleški vrt, ki je največji park v Münchnu. Vkolikor bi si želeli ogledati celoten video Münchna, dodajam povezavo pod opis. 5. dan sva obiskala živalski vrt Hellabrunn. V 6. dnevu sva načrtovala ogled palače Nymphenburg. Žal pa nama ogled te palače ni bil usojen, saj sva izgubila ključe od avta. Na srečo nama je uspelo najti strokovnjaka, ki nama je še isti dan izdelal nove ključe. Tako, da sva se lahko v popoldanskih urah odpeljala do najine naslednje lokacije v Avstriji, do vasice Hallstatt. Prenočila sva v bližnjem kraju. Preden sva zapustila Nemčijo, sva se vstavila v Lidlu in vrnila plastenke vode, ki sva izbirala celotno potovanje. Za ta denar sva si privoščila sladkarije. 7. dan sva se sprehodila skozi vasico Hallstatt in občudovala lep razgled na Hallstattsko jezero s pogledom na bližnje hribe.
V Hallstatu se nahaja tudi rudnik soli, po katerem je ta dobil ime. Rudnika soli nisva obiskala, ker se nama je vstopnina zdela predraga. Sva se pa z gondolo odpeljala na vrh hriba nad Hallstatom. Tam se nahaja razgledna ploščad, od kjer lahko občuduješ čudovit razgled na Hallstatsko jezero. Na tem mestu sva zaključila najino potovanje in se živa in zdrava odpeljala domov. Celoten video vasice Hallstatt si lahko ogledate na mojem kanalu, povezavo pa dodajam pod opis.